Mogoče bi se jaz še nakratko pridružil komentarju. Najprej bi se seveda zahvalil dijakom za ta res odličen video in seveda mentorju, ki jih je pri tem očitno odlično vodil. Pokomentiral pa bi tole, tako izjave dijakov, kot tudi vsebina animacije, katere so zbrali, kažejo na neko kritiko individualizma. V izjavah slišimo, da je družina zelo visoko med vrednotami, povezano s prijatelji in nekako je pa ta animacija hkrati tudi neki negativna ilustracija tega, kar se dogaja, nekaj do česar so očitno dijaki kritični. In kar se mi zdi še posebej zanimivo na animaciji je to, da v resnici ta človek ni sam, ampak je obkrožen za milijardo živih bitij, ki pa jih sploh ne dojema kot žive, ampak zgolj kot neko orodje za zadovoljevanje svojih apetitov, na kar tudi seveda dijaki opozarjajo s tem, ko rečejo, da mora narava postati večja vrednota človeka in življenje. In še eno stvar bi samo izpostavil, ta magična palica, ali celo dve, ki jih ima ta glavni lik, nas opozarja na to, kako zahrbne so lahko naše želje. Imamo magično palico, mislimo, da nam bo ta magična palica, če bomo sledili svojim željam, pomagala do sreče, ampak izkaže se ravno obratno, pelje nas v nek propad. In recimo ena stvar, ilustrativna se mi zdi tale, tisočletja so si ljudje želeli igračo, ki se je ne bi nikoli naveličali. Danes smo jo dobili, pametni telefon. In čem je težava v tem, da se zdaj sprašujemo, kako jo omejiti. Tako da se mi zdi, da je tudi ta moment zelo dobro ilustriran v tej animaciji in da so ga zelo modro tudi izbrali dijaki. Hvala, doktor Ven. Potem pa nadaljujemo. V življenju so stanja, ko nam človeška dolžnost nalaga. Zakričati je treba. Komu pa dati besedo, kdo je pripravljen zakričati? S knjigo Kakšno Slovenijo si želim je društvo Jasa besedo dalo otrokom in tistim, ki so bili v svojem času pripravljeni zakričati. Čas pa jih je potrdil kot celovite miselce in visoko moralne like. To je odlomek iz predgovora knjige Kakšno Slovenijo si želim, ki je izhodišče za današnjo razpravo. In zares, številni otroci so odprli bistvena vprašanja, ki se jih odrasli izogibamo. In so, tako kot v Andersenovi pripovedki Cesarjeva nova oblačila, povedali, da je cesar nag. Skozi celo knjigo pa se vleče stolpe s citati iz del številnih miselcev, ki potrjujejo premišljevanja otrok. Za ilustracijo bom prebrala premišljevanje dijakinje Ajde Kožek iz gimnazije Jesenice, ki ga je naslovila Zoprstaviti se vsiljevanju altruizma. Čeprav se ljudje zelo razlikujemo med seboj in stremimo k temu, da bi bil vsak posameznik edinstven, si vsi želimo biti srečni in živeti dobro, dostojanstveno življenje. Za doseganje ciljev in osebne izpolnitve se moramo potruditi, saj zaživimo lepše po dolgih letih garanja. Poleg truda, vestnosti in delovnosti pa moramo znati svoje dosežke tudi proslaviti in v življenju uživati. Podrejeni, nadrejeni ali samostojni, vsak bi moral v mladosti delati za svoje dobro in izkoristiti vse svoje sposobnosti, da bi dosegel varno in človeka vredno starost. Da pa se lahko 100% posvetimo osebnemu napredku, ne smemo dopustiti, da nas drugi izkoriščajo. Kljub situaciji, v kateri se lahko znajdemo, se moramo vedno najprej spomniti nase in se ne smemo siliti v nekaj, česar nismo pripravljeni ali zmožni storiti. Ponavadi se ljudje trudijo zadovoljiti potrebe drugih zaradi empatije, ljubezni ali pa osebnega napredovanja. Kljub pozitivno naravnanim ljudem, ki
ki želijo ustreči željam drugih, se moramo vprašati, ali je usluga vzajemna. Srečujemo se tudi s primeri, ko ljudje pomagajo drugim, ker se bojijo odkloniti oziroma se po nepotrebnem čutijo dolžne to storiti. Ker do takšnih zlorab ali izkoriščanja ljudi prihaja na številnih delovnih mestih, bi se morali tega zavedati tudi na Jesenicah in to poskušati v čim večji meri odpraviti. Kljub temu, da je problem odvisen predvsem od posameznika, bi morali bolje ozaveščati ljudi, da bi se znali postaviti zase. Tako je zapisala Ajda Požek. Na isti strani, v stolpcu, je Cervantesova misel iz Don Quixota. Kadar daruješ, pamet potrebuješ. Ter še dva citata, ki potrjujeta smiselnost razprave o sočutju. Zdaj bomo pa malo izvali, gospod Gartner, če nam vi malo poveste na tem področju filozofije, ki ga poznamo kot etiko. Kaj nam lahko filozofija pove o slišanjem odlomku, pa vsem tem še, kar smo že danes slišali? Glavno, da obstaja veliko zagat in problemov. To vsekakor. To je prva misel po tem prebranem odlomku. Zdaj obstaja tukaj veliko pojmovnih zagat. Omenili ste usilen altruizem, patološki altruizem, egoizem, sočutje. Tako da najprej, torej z moje stroke bi rekla, da tukaj moramo najprej razčistiti, kaj je eno, kaj je drugo, ker se vse pogosteje uporabljajo te besedne zveze, ki so nejasne. Druga zadeva nakazuje, morda tudi, če se navežem na film, ki smo se ga pravkar pogledali, je ta zmedenost in negotovost, ki izhaja iz trenutne situacije, pri čemer to ne pomeni negotovost, ki bi jo občutili samo dijaki, ki so prikazali prispevek, ali pa otroci, ki so odgovarjali na to vprašanje, kakšno Slovenijo si želimo. Ta neka negotovost, mislim, da je razplošno prisotna trenutno v družbi, ker imamo informacije tako nasprotujoče si, da se človek težko orientira, v katero smer naj se da, čemu naj sledi. Na eni strani imamo ta individualizem, torej spodbujanje otrok, da sledijo svojim ciljem, da se morajo truditi, da se objavljajo znaki maturantje, da ocena da nekaj zadostuje in dobro, še vedno ni dobra ocena, kar mora biti 4 in 5. Da delaj tisto, samo tisto, kar si želiš. In na drugi strani zahteva družbe in tudi sistem, torej sistem v šoli ali pa, ko boste prišli na področje dela, timsko delo, kot postavljena ena izmed najpomembnejših kompetenc. Pred enem strani možete delati zelo individualistični, po drugi strani možete timsko delo. Na eni strani nevredna povezanost na podlagi, torej, ki nam omogoča umetna inteligenca z vsemi, od Facebooka do Twitterja, do vseh teh naprav, ki jih imamo, in na drugi strani neverjetna osamljenost vsakega izmed nas. Ves čas je lahko v kontaktu z vsemi, pa hkrati, ki morda potem zmanjkuje časa zase. Na eni strani nam govorijo, da moramo vedeti mi, kaj si želimo, da morate mladi vedeti, kaj si želite, po drugi strani ste pa polni obveznosti za to, da bi dosegali čim več, torej čim više rezultate, da bi bilo to čim bolj merljivo, kar pomeni, da zmanjkuje časa za razmišljanje o sebi. Tako da ta dvojnost, ta negotovost teži ne samo mlademu, teži tudi nas. Po eni strani je to, kar je vredno danes tehnika, to je najpomembnejše, po drugi strani gotovimo, da nekaj ni v redu s tem. In kaže se v filmu, vrednote, ki jih omenjajo,
dijaki so bili torej prijateljstvo, družina, torej nekaj, kar ti daje varnost, kar ti daje občutek varnosti. In to je tisto, po čemer vsi hlepimo, ne samo mladi. Zdaj, kako to doseči, seveda mogoče je že drugo vprašanje. Vsekakor pa, če se navezujem, da je neposreden odlomek oziroma naslov tega odlomka vsiljen altruizem, kar je tudi dvojnost, ne? Na eni strani altruizem, na drugi strani egoizem. Pri čemer ni nujno, da je eno ali drugo najboljše, ali da je eno ali drugo najslabše. Ne? Imamo, morda lahko razmišljamo samo, da sta to dve pleti enega kovanca, ki ga vsi potrebujemo. Za sam egoizem seveda ima nek slabšalni prizvok, čeprav potiskamo ljudi v to smer. Ni pa to nujno slabšalno. Prej se dr. Šimenc navezal na Aristotela, na katerega se verjetno filozofi zelo radi navezujemo, če tudi se potem vprašamo, kaj počnemo, če sklicujemo na filozofe pred več kot 2000 let. Tudi on se dotakne vprašanja, koga moramo najbolj ljubiti, ali sebe, ali koga drugega. To je vprašanje, ali torej egoizma ali altruizma. In njegov odgovor seveda je, da ne razmišljati o egoizmu kot nujno nekem slabem pojmu, ni to nujno zlo ali ni to zlo samo po sebi. Je pa, da se spet vrnem na to ponovno analizo, potrebno vedeti, kako razumeti egoizem, o katerem egoizmu ne govorimo, o kateri vrste egoizma. Hlepet po slavi denarju je nekaj, kar je tudi za Aristotela slabo, je ta pretirano hlepenje, da rečemo. Sam egoizem, če ga pa razumemo, iskanje prijatelja, iskanje sebe, je pa nekaj, kar je nujno potrebno. Kar pomeni, da seveda najprej moramo imeti najbolj radi sebe. In to je tisti ključ. In če je to egoizem, potem je to dobra plat egoizma. In s tem ni nič narobe. Res pa je, da se ne sme tukaj ustaviti ali pa iti v drugo skrajnost, da imamo pretirano radi sebe. In ta prava mera, ta zdravi razum je lahko vodilo ali pa nam lahko nudi neko gotovost. Res pa je, da je to trdo delo. In to je včasih neprijetno delo in naporno delo in potrebuje nekaj, kar nam danes vse daje nam ta občutek, da čas primanjkuje. In to je čas. Čas za razmišljanje, prostega časa vidimo otroci. In to je čas, ko morda nekdo razmišlja o sebi, razmišlja o svojih stališčih in posledično, kar je dijakinja posnetku povedala, posledično lahko potem to pozitivno vrednotenje sebe predamo na druge. Toliko morda. Hvala. To bi mogoče še gospod Brušovnik, kaj je podal? Ja, jaz bi se mogoče tudi navezal na to idejo altruizma. Zdaj tega prispevka dijakinje nisem razumel v smeri kritike, bodimo bolj egoistični, pač pa bolj v tej smeri, na katero opozarjamo tudi filozofi, razlika med pomočjo in pomočjo. Eno je mogoče lahko čisto nereflektirana, egoistična, celo prisiljena pomoč, ko nekomu samo nekaj daje. Prava pomoč ni nikoli taka. Prava pomoč je zmerno tista, ki skuša drugega opolnomočiti, da ne bo več potreboval pomoči. Cilj pomaganja je ta, da človeka spripravimo do točke, ko naše pomoči več ne potrebuje. Mislim, da bi Kant, recimo, Immanuel Kant, to imel kot neko pot do avtonomije. In tu pa se mi zdi, se lahko navežemo neposredno na današnji dan in na filozofijo za otroke, ker je ravno pri filozofiji za otroke tudi ta cilj na delu. Pripraviti ljudi ne do tega, da jim boš cel čas pomagal razmišljati, ampak pripraviti jih do tega, da bodo sposobni razmišljati sami. In mislim, da je to hkrati pa tudi nek cilj, ki si ga moramo učitelji sami vzeti k srcu in o njem malo več premisliti. Kaj dejansko delamo z svojimi učenci, študenti, dijaki, ali jim samo držimo neke nedoletnosti, ali dejansko delujemo v smeri, da bodo postali samostojno razmišljajoči. In to se mi zdi, za tem bi se jaz navezal na ta problem prave ali pa neustrezne pomoči. Hvala. Skratka, živimo v enem čudnem, težkem času. Bi tudi vi, gospod Brnetič, še dodal?
mogoče iz srednješolske prakse, morda tudi univerzitetne. Seveda na šoli vsekakor spodbujamo altruizem, solidarnost, dijaki, saj je tega v sodobnem individualiziranem svetu, tudi med mladimi, iz leta v leto manj. Slišimo celo lahko, in to že kar nekaj let, da si dijaki in pa študentje med sabo za spiskov pouka oziroma predavanj več ne posojajo, ampak si jih prodajajo, kar je nedvomno posledica individualizma, ki je, kot kaže študije mladih, še kako še porastel. Hvala, vsem trem. V knjigi Kakšno Slovenijo želim je kratek apel učenke Lele Činžar iz osnovne šole Simona Jenka iz Kranja. To je apel odraslim, predvsem tistim, ki odločajo. Napisala je tako: v Sloveniji si želim, da bi se problem, ki ni le problem Slovenije, razrešil. To je plastika. Ljudje si skoraj ne znamo več predstavljati življenja brez plastike. Ko bi le več uporabljali biorazgradljive vrečke ali pa vrečke iz kartona, skoraj vsak umeten izdelek je iz plastike, je plastičen. Živali umirajo zaradi plastike in kmalu bomo tudi ljudje, tako je zapisala. Kako se obnašamo do plastike? Je velik napredek, da bomo prepovedali slamice, plastične vrečke, bleščice, pa še drugo, kar smo si zadali. Kaj menite, gospod Škovnik? Nam bo uspelo? Moram to reči, ne? No, seveda takoj ne pokritizirati na stvarni ravni samega sebe in res nek velik problem, ki ga izpostavlja Leila. Zdaj, jaz sem si izbral dejansko ta odlomek, to otroško misel, zaradi tega, ker izpostavlja problem okoljske etike in tudi etike živali, za katero se ukvarjam. In sem hotel pokazati, da v resnici Leila uporablja te temeljne koncepte, ki jih uporabljamo tudi v okoljski etiki. Recimo Arne Næss, norveški filozof, ki je nekako začel z globoko ekologijo, je rekel, da moramo na živa bitja gledati kot na bitja, pa tudi na okolje, kot na nekaj, kar ima tako imenovano intrinzično ali notranjo vrednost. To pomeni, da ni zgolj orodje, instrument za dosego človeških ciljev. In to je hkrati tudi nekaj, kar je bilo kritično prikazano v dijaškem filmu, v animaciji. In ravno na to pravzaprav Leila opozarja, da gledamo na naravni svet vse preveč kot na nekaj rezervat virov, znatno naredimo plastiko, in pač gledamo samo to, kako se bomo lahko na praktičen način odžejali, ne pomislimo pa na posledice, ki jih ima lahko takšna uporaba plastike, ne samo za bodoče generacije, na kar opozarja Greta, ampak tudi na druga živa bitja. In v tej točki, ker Leila ne govori samo o ljudeh, ampak tudi o živalih in o okolju. In tukaj je zaznati ta moment njene globoke ekološkosti, ker ne postavlja zgolj antropocentrično v središče človeka, pač pa skuša gledati z neke druge perspektive na dobrobit narave kot take. Tako da to razmišljanje je v resnici povsem v skladu z globoko ekologijo, pa ne samo z njo, tudi z začetnikom sodobne okoljske etike Erdem Leopoldom, ki je postavil eno merilo moralnosti. In sicer rekel je, da je moralno dejanje tisto, ki prispeva ali vsaj ohranja lepoto, stabilnost in integriteto biotske skupnosti. Vsako dejanje, ki pa to načenja, kot recimo prekomerno proizvajanje in uporaba plastike, je pa nemoralno. In tudi to je seveda prisotno v tem razmišljanju pri Leili in je, kot rečeno, pravzaprav neko osnovno merilo moralnosti, ki ga zasledimo v tako imenovani deželski etiki Erdem Leopolda. Torej, gospa Gartner, gre za neko etično vprašanje tukaj. Drži.
Lepo lahko razložimo, pa vidimo to razliko, če vzamemo besedo zvezo skrb za ali pa skrb do. Torej, že ta skrb za ali skrb do nam poda neko razliko ali pa odnos, nakazuje na odnos, ki ga imamo do nečesa ali do nekoga. Skrb za je veliko bolj usmerjena kot torej, ta druga strana na sredstvo. Skrb za žival pomeni, da nam je neko sredstvo. Skrb do nam da pa neko drugačno dimenzijo. Torej, spostavimo, dodamo neko vrednost iz te druge strani. Tako da, arhaično bi to bilo, da nam je mar za nekoga. In tako, kot nam je mar za nekoga, začnemo morda drugače razmišljati. Seveda. Tako da to je v povezavi za samo, torej tudi z ekologijo. Morda zaradi filma in zdaj omenjene ekologije, stand-up komik v 70-ih, kjer je rekel, da nehamo govoriti o tem, da želimo rešiti svet in zemljo, zemljo kot takšno, da v bistvu želimo rešiti samo sebe in to je cilj. Rešiti človeštvo, ker planet zemlje bo tako ali tako obstajalo vzgledno. Moramo se pa zavedati, da moramo rešiti človeka, človeštvo in glede na to, da ima to etika, verjetno tudi človečnost. Tisto primarno. Gospod Brne, bi še vi kaj dodali? No, Evropski parlament je potrdil prepoved uporabe plastike za enkratno uporabo do leta 2021, prej vsekakor korak v pravo smer. Glede na to, da je plastika težko razgradljiv material, je previdnost in smotrnost pri uporabi plastike namesto potrošniški družbi plastičnih odpadkov hitro preveč. Na ravni praktične oziroma uporabne etike se tako vsekakor strinjal z Tomažem Grušovnikom, so pa tu, če se naveže na poglede Luka Ferija, nekdanjega profesorja filozofije in nekdanjega francoskega ministra za mladino, šolstvo in raziskave, določene dileme, ki izhajajo iz ekoloških filozofij z globokim ekološkim pristopom. Če povzamem, se pri tem konceptualnem utemeljevanju odnosa človeka do narave sprašujemo, ali gre za pravico človeka do človeka ustreznega, čistega okolja, do prihodnosti oziroma celo do biotskega, spoznavnega, estetskega in še kakšnega bogatstva. Rečeno gre za centrično etiko, ki je kompatibilna s tradicionalnimi koncepcijami filozofije morale. Ali pa gre na drugi strani za pravice živali, narave, okolja. Kot svojem knjigi Novi ekološki red iz leta 1692 pravi Luke Ferry, je etika varstva narave, ki sledimo od Descartesa nadalje oziroma iz njej izhajajoč ekologizem, humanizem, ki je po svojem bistvu antropocentričen. Temu nasprotni pristop birajo filozofije, ki v središče postavljajo naravo in so kot take ekocentrične. Slednje z načelom spoštovanja naravo ustoličijo kot subjekt in postavijo naravo kot nosilko pravic. Nekaj podobno je že omenil dr. Grušovnik s konceptom doživljske etike ali Leopolda, ki postavi temelje tako imenovani globoki ekologiji. Da, kot je bilo rečeno, naravi pripišete intrinzično oziroma inherentno vrednost, ki terja spoštovanje. Sporednico mišljenja najdemo tudi pri omenjenem utemeljitelju globoke ekologije, norveškem filozofu Arneju Nesel, med drugim tudi pri francoskem filozofu Michelu Serru. Ser pa s svojim konceptom naravne pogodbe med človekom in naravo, po vzoru svetlenske družbene pogodbe, naravi podeli status subjekta, ki ima svoje pravice. Pričemer, da sem želel izpostaviti ta pristop, pa bom tu zavzel neko vlogo Godičeva odletnika, če tako rečem, da ne bo spet tudi izborovanje isto mislečih, pa bi rekel, skratka ta pristop globoke ekologije ni brez neodgovorjenih vprašanj oziroma protislovi celo,
na katera že Ferij opozori. Namreč, če človek podpiše pogodbo, kdo je bo podpisal v imenu narave. V primeru, da se človek v imenu narave zaveže k spoštovanju določil Serove naravne pogodbe, smo že na prepetu antropocentrizma. Če druga ne to stori nepooblaščeno. Drugič, ekocentrizem s predpostavko o harmonični naravi. Naravo na nek način idealizira. Se narava ni ravno tako lepo urejena celota, kot bi radi videli, ampak dostikrat pokaže zobe. Se malo šalim, če drugo, da ne v obliki človeka, ki to naravo uničuje. Poleg tega vendarle ekocentrizem s izenačevanjem človeka in narave človeku odzame njegov kulturni značaj, ki ga vendarle ločuje na nek način od ostale narave. In ne nazadnje zavračanjem humanizma, ekocentrizem torej, lahko vodi v skrajni instanci v sovraštvo do človeka, oziroma tako imenovani ekološki totalitarizem, ki interese človeka podreja interesom narave in v skrajni instanci lahko na račun ohranitve narave pripelje do izničenja človeštva. Torej, zaradi spornosti omenjenih implikacij ekocentričnega pogleda Ferij predlaga manj radikalen pristop, to je ekološki humanizem, ki v osnovi ohranja ta instrumentalni odnos, ki smo ga videli v animaciji prikazani, torej instrumentalni odnos do narave in je kot tak še vedno antropocentričen. Vendar pa Ferij zagovarja partnerski, dialoški odnos človeka in narave. Človek ne bi naravo zaščitil kot svojega partnerja. Narava. V tej naravi smo mi vsi, ne? Pa se premalokrat zavedamo. Prav je, da rečemo danes tudi kakšno besedo o resnici. Resnica, to je pesmica, ki jo je zapisala učenka Nika Škorjanc iz osnovne šole Oplotnica. To bi lahko rekli, da je nek krik zaradi krivice v družbi. Zapisala je tako: sive škatle v mestu, niti enega drevesa ni. Gospod za cesto leži, njemu samo po kruhu diši. Delavci garajo za denar, nikomor za njih ni mar. Premalo cenjeno njihovo je delo, zato morajo še na socialo in ker za položnice jim od plače ni ostalo. Jih treba je res do konca izžeti in jim slednjo trohico ponosa vzeti? Tajkune vodi le pohlep, ki je s financami prežet. Se kopljajo v denarju, svoj jaz prodali, so sveta vladali. Le kam nas vodi tale svet? Ministri, postanite drugačni. Vse za našo domovino. Preženite krivico, povabite moralo in pravico, da nekaj mladih bo ostalo, sicer bo tudi vas pobralo. Tako je zapisala učenka Nika. Nik, Nik, tem je fant. Se upravičujem. Tako da, gospod Brne, v knjigi Kakšno Slovenijo si želi, je tudi zapis vaše dijakinje, Nuše Valenčič. Brez dobrih zakonov ni pravice, ki ga spremlja misel državnika in modreca Slona. Slabi zakoni so vzrok mestu najhujšega zla. Pa še zapis vaše dijakinje Lare Štenberger. Ne želim si kapitalizma, poleg njega pa znana misel Kosmela. Demonska sila kapitalizma žene ta stroj proti koncu in rešitev je samo ena.
da se razpoči ta stroj in da se ta človek osvobodi. Tako je že Kosovel napisal takrat. Kako bi se vi odzvali na vse to? Otroci in mladi v knjigi z naslovom Kakšno Slovenijo si želim s svojimi besednimi in likovnimi prispevki v glavnem naslavljajo dva problema oziroma izziva, s katerimi se sooča naša družba in praktično v svet, saj gre v osnovi za globalna izziva sodobnega sveta. Oba izziva sta pričujoča tudi v omenjeni pesnitvi osnovnošolca Nika Škorjanca. Prvi izziv, pred katerim stoji naša družba, je družbena neenakost. Vse večji razkorak med bogatimi in revnimi. Izziv, pred katerim se je znašel tudi svet kot celota, to je razkorak v dostopnosti dobrin med tako imenovanim bogatim severom in revnim jugom. Skratka, gre za porušeno družbeno ravnovesje tako na ravni posamezne družbe, ne si bo to znotraj družbe bogatega severa ali pa revnega juga, kot na globalni ravni. Na ta izziv med drugim simptomatično opozarjajo protestna gibanja, kot so antiglobalizacijsko gibanje, gibanje rumenih jopičev v Franciji, gibanje Occupy v ZDA in drugod po svetu in druga. Drugi problem, ki ga osnovnošolec izpostavi, pa je nebrzdano poseganje v naravo, s katerim smo se znašli v situaciji ekološke krize, to je porušenega ravnovesja med družbo in naravo. Posledice te krize se kažejo na vsakem koraku. Pa naj si gre za podnebne spremembe, kopičenje smeti, zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ozonske luknje in podobno. Kar je morda najbolj lepo vpijoč, še daleč pa ne edini rezultat človekovega izkoriščanja narave. Pesnitev omenjena implicitno nakaže tudi vzrok tako porušenega družbenega ravnovesja, kot porušenega ravnovesja med človekom in naravo, in to je nebrzdano izkoriščanje na eni strani človeka in na drugi narave. Eksplicitno pa na krivca opozori besedilo srednješolke Lare Štemperger, to je pohlep, želja po dobičku in moči. Gre za načeli kapitalistično urejene družbe. Maksimiranje dobička in stopnjevana gospodarska rast, česar si srednješolka, kot pravi, ne želi. Ne želi si kapitalizma. Z besedami dijakinje Nuše Valenčič, ki govori o spremembah, pa pridemo tudi do teme letošnjega dne filozofije. Če govorimo o predvrednotenju, nekdo čuti potrebo po spremembi vrednot. Tiste, ki jih živimo, po njegovem niso ustrezne. Najprej to vprašanje, kdo je ta, ki čuti to potrebo, in drugič, kdo je poklican za nosilca spremembe. Je to neka prevratnička, mogoče avantgardna, morda odklonska skupina, jaz kot posameznik in vsi kot družba. Se mi pa tu poraja še primarnejše vprašanje, sicer ali gre za potrebo po spremembi vrednot, ali morda po spremembi ravnanja. Morda že imamo ustrezne vrednote, jih pa ne udejanjamo. In potem takem, ali so vrednote, jih ne spoštujemo, jih ne živimo, še naše vrednote. In nadalje, ali ni v sodobnem svetu pričujoč vrednotni pluralizem, tudi v filmu je bilo omenjen, a lahko in na kakšni osnovi govorimo o družbenem konsenzu glede temeljnih vrednot, ki je predpostavka funkcionalistov, kot so Emil Durkheim, Marko Pasos in drugi, ki je konec koncev predpogoj predvrednotenja vrednot. No, kot srednješolski učitelj imam predločuje prvi vrsti mlade, morda se v tem kontekstu lahko pomoč pri iskanju odgovorov na omenjena vprašanja prikličemo v spomin kot zgodovinsko analogijo, glede na to, da smo letos obeleževali 50. obletnico Woodstocka, festivala. Hipijevsko gibanje je 60 let prejšnjega stoletja. Gibanje, ki si je kot subkulturno oziroma kontrakulturno gibanje prizadevalo za isto stvar, za prevrednotenje vrednot, torej za stvar, o kateri govorimo danes.
In gibanje, ki je s časom sicer izgubilo na moči, nedvomno pa je imelo velik vpliv na današnjo družbo in kulturo, tudi na vrednote, ki jih živimo. Tudi danes se namreč med mladimi doma in po svetu oblikuje podobna gibanja, tokrat proti podnebnim spremembam, naprimer gibanje mladih za podnebno pravičnost, gibanje Extinction Rebellion in drugo. In kot kaže, in kot že kaže, in kot kdaj poprej, se jim pridružujo tudi delavske organizacije. In kaj mladi danes sporočajo? Tukaj imam zapis, torej ob letošnjem majskem podnebnem protestu so za časopis Delo povedali, citiram: "Starejšim ne zaupamo več. Razočarani smo nad ignoriranjem največje krize v zgodovini človeštva." S protestom želijo mladi opozoriti, da je čas za konkretna dejanja proti segrevanju planeta. Skratka, mladi zahtevajo spremembe, če se lahko tako izrazim, starega sveta. Analogijo na slovenskih tleh, ki s podobnimi slovanji lahko najdemo tudi leta 1981, ko glasbena skupina Pankrti posname skladbo z naslovom "Tovarši, jaz vam ne verjamem". In če odgovorim na eno izmed zgornjih vprašanj, so mladi torej tisti, ki čutijo potrebo po spremembi, po prevrednotenju oziroma po spremembi ravnanja. In menim, da je potrebno mladim prisluhniti, saj so ravno mladi tisti, katerim prvenstveno bi moralo biti prevrednotenje namenjeno. Z tega vidika je potrebno tudi kritično premisliti predsodek, ki ga mediji prepogosto reproducirajo, in sicer predsodek o apatičnosti mladih, o pasivnosti današnje mlade generacije. Večina je brškone sicer res konformna, so pa posamezniki in skupine, ki preizprašujejo svet, v katerem živijo, kot je to veljalo za pretekle mlade generacije. Z vidika zgodovinske analogije si mladi želijo novega Woodstocka. Vendar nadalje, ali je z vidika pluralizma vrednot Woodstock sploh možen, oziroma z vidika vrednotnega konsenza, ali je Woodstock sploh ponovljiv, ali lahko na to vplivamo, pa bi morali kaj storiti, mi, odrasli, mladi, stališča konsenza glede ogroženosti planeta in človeka kot vrste, omenjeni bil pocentrični plitki ekološki pristop. Seveda je stvar dosti bolj enostavna, pa vendar, v čem je potemtakem problem današnjega sveta, v katerem se čuti nezadovoljstvo. In pridemo do pojma odgovornosti, dolžnosti, pa že imanentno filozofski koncept. Če torej pridemo na filozofsko raven letošnje tematike svetovnega dne filozofije, bi glede prevrednotenja in vrednot mladih v luči omenjenih podnebnih protestov izpostavil nekaj dilem. In sicer, ali lahko mislimo temelje prevrednotenja v okviru tradicionalnih koncepcij filozofije morale, oziroma ali lahko te okvire zgolj širimo. Ali lahko, na primer, omenjen je bil Aristotelovo eudemonistično etiko razširimo v smislu vprašanja, ali sem lahko srečen, če uničujem okolje, v katerem živim. Ali je morda možna razširitev, omenjen je bil Kant, deontološke etike na odnos do narave po zgledu anglosaškega utilitarizma, razširjenega na živo, zelo neživo naravo. Morda je bolj na mestu, če lahko tako poimenujem, spinozistični, to je ateistični odnos do narave, ali pa morda animistični pogled na svet in tako dalje. Skratka, ali sploh imamo konceptualni okvir, v okviru katerega bi lahko mislili prevrednotenje. In da imamo, pa naj se gre za konceptualne okvire plitkega ali globokega ekološkega pristopa, se na konkretna vprašanja konec koncu dajete oba pristopa podobne, če ne že enake odgovore, oziroma na praktični ravni oba pristopa narekujeta podobno ravnanje. Menim torej, da problem ni toliko v tem, da ne vemo, kaj naj storimo, ampak v tem, da ne storimo to, da kar bi storiti moramo kot posameznik, kot tudi kot družba.
Sedaj pa še vprašanje za gospod Gartner in gospoda Grošovnika. Ali menita, da bodo glasovi otrok in mladostnikov zdramili v vest odločevalcev in ali bodo prispevali k prevrednotenju vrednot, o katerih danes govorimo? Težko, ne? Ja, to je zdaj, ko da gledam predstavno kroglo, kaj se bo zgodilo. Ja, jaz upanje imam, da se bo kaj takšnega zgodilo, morda že zaradi tega, ker sama knjiga ali pa že sam pristop, da vprašaš otroke, kakšno Slovenijo si želimo ali kakšen svet si želimo, pušča odprte možnosti, torej odgovor, ni klasično, učiteljsko, da mi že vemo odgovor in čakamo, da nam ponovijo tistega, kar mi pričakujemo. Tako je tu vsekakor prednost in upam, da tisti, ki bodo to brali ali pa tisti, ki bodo malo prisluhnili, da bodo seveda se o tem, glede tega zamislili. Tako da to je ta moj optimizem. Ta pesimistični jaz pa nekako mi govori, da morda temu ne bo tako. Namreč to, kar smo zdaj slišali v zvezi z člankom, s tem prispevkom, da mi vemo, kaj naj storimo, ne vem pa, če bomo to storili, če smo pripravljeni to storiti. Torej, to zavedanje, kaj pa res moramo storiti? Ali smo se mi res pripravljeni odreči vsemu obdobju, ki ga imamo? Če jaz zmorem ali pa če si lahko privoščim, da stojim 20 minut pod vročim tušem pitne vode, je to privilegij. In to zavedanje, da živim v privilegirani družbi, je nekaj, kar moramo zavestiti. Pa smo se pripravljeni temu odreči, ker to pomeni. Ta pravičnejša družba, ali se vsi zavedamo, kaj pomeni, ko želimo pravičnejšo družbo v svetu, ali hočemo imeti pravičnejšo družbo samo v Sloveniji. Če jih želimo v svetu, pomeni odreči tudi takšne privilegije nekaterim. Drug razlog, kaj sem pesimistična, je pa posledica teh protestov, ki sem jih gledala, ker namreč nisem videla nikogar, ki bi obsodil proteste. Namreč protest pomeni, da v neko zgodiš neko neugodje, to lahko povzroči spremembe. In vsi so pozitivno govorili o protestih. Vsi so to podpirali. In zame postavlja to velik vprašaj. Kaj se dogaja? Ali menijo elite, nekdo, ki nosi moč, ali menijo, da ti protesti ne bodo ničesar dosegli in zaradi tega tudi nimajo težav, da jih celo podprejo, ali so industrijalne, ali da jih celo podprejo. Da ni nobene nevarnosti ne obstaja za njihov položaj, za moč. Ko se opiramo, ko smo se mi opirali staršem, to pomenilo, da hočemo njihovo moč, avtoriteto malo zamajati. In vsak upor bi naj to dosegel. Če se nihče ne počuti ogroženega s protesti, je nekaj narobe. Ali se nekdo počuti tako varen v tistem svojem sedežu, da ga ne prizadene in pusti človeku, da počne kar hoče mladim, starejšim, odraslim. Ali pa ne bo dejansko nobenih sprememb. Tako da to smo zdaj slišali doma dva pesimistična razloga, dva pesimistični jaz in optimistični. Kljub vsemu pa morda, če se navezujem na čisti začetek, ta egoizem nas, morda bo pripeljal do tega, da bomo začeli razmišljati o samohranitvi, ki bo vključevala, in kaj govorite o partnerstvu, o naravi kot partnerstvu, tudi to, da rešimo vse ostalo. Če stregnemo se za predpostavko egoizma. No, bom se jaz še nakratko navezal dve točki, ki izpostavil. In sicer prva je tale, ki se navezuje na Smiljano, ja, in mogoče isto skrb, da je problem v tem, da se vsi strinjamo na nek način, ne? No, in razen mogoče kakšnega predsednika Velesine, no, tam mislim, da je celo obsodo treba, mogoče sem pa napačna informacija. Ampak ja, to je velik problem in zdi se mi zato na nek način tudi po eni strani razumem to delitev starejši in mladi,
Na drugi strani se mi zdi, da je ta delitev napačna, ker dvomim, da smo mi starejši, da imamo toliko različne ideje od otrok. Mislim, da si želimo kar podobno. In tu se mi zdi zdaj pa nevarnost, če pa rečem, aha, fino, otroci, pa dajte vi protestirati, no pa bomo počakali, da boste vi prišli, pa boste vi spremenili svet. In na tak način se seveda ne bo nič naredilo. Tako da ja, seveda, jaz podpiram idejo medgeneracijske solidarnosti, absolutno, ampak mislim, da tukaj nimamo mladih nasproti starim in ne smemo na ta način gledati na te proteste, pač pa imamo tukaj skupino zaskrbljenih ljudi, ki čedalje bolj k sebi tudi vabi glasove mladih. Tako da to se mi zdi pomembno poudariti. Zdaj, druga točka je pa ta, s katero je končal Gorazd, in sicer in tudi v prispevku smo videli eno dekle izpostavilo tole. Ja, mogoče ne rabimo novih vrednot, vse na nek način vemo, kar je potrebno narediti. Težava je v tem, da tega ne naredimo. In sam se ukvarjam z nekim konceptom hotene nevednosti, ki skuša nagovoriti ravno to točko. Ni problem v tem, da ne bi vedeli, kakšno je stanje okolja, ali pa da bi se bilo strašno težko v tem pozanimati. Težava je v tem, da nekako slutimo, da če bomo zares sprejeli to resnico vase, da bo to krepko zamajalo temelj pod našimi nogami. Zato se pogosto krat raje distanciramo od teh sporočil in preprosto podvomimo, pa vse kaj pa vemo, mogoče se pa meteorologi motijo. In gre skratka velikokrat ne, kot je bilo rečeno, ne zato, da bi potrebovali karkoli novega, ampak preprosto zato, da potrebujemo nek drugačen odnos do tega, kar pravzaprav že vemo. Hvala za vaša razmišljanja. Med nami so tudi dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, ki bi vam radi zastavili nekaj vprašanj. Zato bi jaz kar prosila, pa mikrofonček imajo, že prihaja, mikrofonček prihaja, pa se kar javite, da vas vidimo, kje ste in vprašajte. Mene zanima, kje je začeti s prevrednotenjem pri posamezniku, se pravi pri samem sebi, ali gre pa za neke sistemske spremembe, recimo za ostritev okoljske zakonodaje. Moja stališče je pri sebi, najprej pri sebi. Zdaj, o katerih vrednotah pa govorimo. Se nekomu je lahko vrednota, da doseže toliko in toliko milijonov na računu. Nekomu je vrednota, da postane, da dobi, smo videli v filmu, ne vem koliko všečkov, da je njegova fotografija ne vem koliko krat deljena. Tako da tudi to lahko razumem kot vrednota. To je ta zadeva, ko sem prija tak pritisk na to individualnost, na po eni strani virtualno povezanost. Na drugi strani pa to, po čemer krepimo povarnost, ki nam pa daje bližina in povezanost in vrednote, kot so prijateljstvo in ljubezen. Zdaj, reči, da so ene absolutno slabe, druge absolutno dobre, je nepošteno. Ta najtežji del je poiskati pravo mero tega. Kaj je prava mera obojega? Tako kot bilo povedano, pretiravanje v altruizmu je nekaj slabega, pomanjkanje altruizma slabega, pretiravanje v egoizmu je nekaj slabega, pomanjkanje egoizma je nekaj slabega. Tako da vsekakor pri sebi, ko govorimo o določenih vrednotah, ki bi naj ohranjale to varnost in gotovost, ki jo potrebujemo. Hkrati pa, kar se tiče sistemsko, če bi rešili, to gre pa mogoče za te druge vrednote, kar sem jih omenila, ki se tičejo bolj slave, denarja, tam pa morda lahko sistemska rešitev deluje. Hvala. Mogoče, vsekakor se strinjam, začeti treba pri sebi, ampak mislim, da pa hkrati so pa nujno potrebni tudi neke sistemske spremembe. Če vzamem za primer, ne vem, ravnanje z odpadki, ker pri sebi nekako imam prečiščene pojme, imam vrednote prečiščene, tudi ravnanje moje je v redu, ampak če na sistemski ravni, recimo, če smo neke mestne občine, ko pa nimamo urejenega ravnanja z odpadki,
bom kot posameznik težko dejansko rešil problem, oziroma rešil problem ravnanja z odpadki. Tako da mislim, da je z obeh ravni potrebno neko ravnanje in ukrepanje. Seveda, vprašanje samo, o kateri vrednota govorimo. Ne moremo govoriti o sistemski rešitvi vrednote prijateljstva in ljubezni. Najbolj je čisto, o kateri vrednota govorimo in potem odgovorimo koliko lažje. Hvala. Še kakšno vprašanje? Kaj lahko pričakujemo od vlad posameznih držav, kaj pa od globalne skupnosti, na primer OZN, Evropska unija? Zdaj pa je mikrofon pri meni. Ja, hvala lepa za vprašanje. Od OZN lahko pričakujemo svetovne dneve filozofije. Očitno, ja, to je neko pomembno vprašanje, seveda. Mogoče je malo analogno prejšnjemu, kje je odgovornost ali na strani posameznika ali na strani sistema. Zelo dobro vprašanje je to pravzaprav, kar reflektira to, da ni samo posameznik, da je tudi sistem, da sta dva pola, je pa seveda problematično tole. Zdaj, sistem zmerom lahko reče, posamezniki ste odgovorni, posamezniki pa zmerom, jaz ne morem nič, če ni. Skratka, na nek način je, tako kot ste rekla, govorca obe plati, sta tukaj so odgovorni. In nekaj podobnega velja pa tudi za mednarodno skupnost na eni strani, na drugi strani za lokalne oblasti. Tukaj je potrebna neka široka akcija na vseh ravneh. Je pa, jaz sem bil zmerom privrženec tega, da bi imeli večje, bolj pomembne globalne iniciative, tudi čisto institucionalne. Mogoče malo tudi v tej kantovski ideji nekega globalnega miru, kateremu ne bi težili, ker bi dejansko imeli nekega globalnega suverena, ki bi nam pomagal realizirati osnovne družbene vrednote, vendar pa, zdaj je še malo hodiče, advokat bi pa na eno stvar vendar bi opozoril, biti prepričan, da bi lahko neka globalna vlada pa razrešila problem, pa lahko vodi v nove oblike totalitarizma, nove oblike centralizirane oblasti in že zdaj vidimo, da imamo težavo na ravni samo Evropske unije, ker se dostikrat počutimo, da je Bruselj predaleč proč od posameznikov, kaj še le New York, ker je sedež za nam. Tako da mislim, da je potrebno to globalno skupnost ne organizirati na ravni države, ampak v resnici na neki mogoče radikalno novi demokratični ideji in za ceno svobode vseh nas, vendar ne včasih pa tudi biti malo skeptičen do hitrih od zgoraj dol rešitev. Bom zelo kratek. Mogoče bi tukaj tudi videl neko povezavo, torej tega pristopa od spodaj in od zgoraj, oziroma od zgoraj in od dol, konc koncu se ta oba pola tesno prepletena. Torej, če mi se sprašujemo, kaj lahko od vlade pričakujemo, pa glede na to, da imamo prisotne vlade, ja se vlado oblikujemo mi. Torej, jaz bi tukaj apeliral na vlade, da se politično angažirajo, pa neko si to rekel, te tradicionalne oblike politične participacije, pa tudi mogoče kakšne nekonvencionalne, ki so danes omenjene, ki pa seveda v okviru nekih legalnih okvirov. Hvala. Morda še tole, da zdaj govorimo o OZN in Evropski uniji in državi, ne smemo pa pozabiti, da nosilci moči so zdaj globalne, torej multinacionalke, globalna podjetja. To so nosilci moči. In včasih je za državo ali za organizacije ali Evropsko unijo zelo težko, ker je pritisk multinacionalk, nadnacionalk, tako močan, da je vprašanje, koliko moči pa imajo te organizacije še danes. Koliko moči pa ima še danes naša oblast, slovenska oblast ali pa Evropska unija. In to je povezano potem s vprašanjem okoljskih protestov. Torej, ti, ki so glavni vir onesnaževanja, glavni vir izkoriščanja narave, naravne bogatstva
vseh živih biti, vključno z ljudmi. A imamo res ne vzvod, da se proti njim borimo? Hvala. Še kakšno vprašanje? Je? Prestrukturiranje gospodarstva, da bo trajnostno naravnano. Vemo, da je težavno in tega se ne da doseči kar čez noč. Zdaj, kakšen pristop ubrati, da to dosežemo, oziroma ali smo že prepozni? Jaz sem malo prej odgovorila, glede tega, kar jaz mislim, da mi sami, mislim, da nimamo pomoči v tem trenutku več. Ja. Smo prepozni, nismo prepozni. Smo prepozni, nismo prepozni. Nismo. Ker če bi bili prepozni, bi se bilo nesmiselno to vprašanje zastavljati. Tako da moramo misliti, da nismo prepozni. Pozitivno, da kaj lahko rešimo. Tako, ne. In ne vem, tu bi se priključal povabilo kolega Gorazda k temu, da so mladi aktivni tudi v teh političnih strukturah, če dali bolj in pač na ta način skušajo dejavno sodelovati. Ja, tudi jaz bom malo utišal svoj pesimistični jaz, pa optimističnega. In ja, prav je, da se angažiramo, da torej se tudi politično angažiramo in pa tudi konec koncev, da od teh korporacij nekaj pričakujemo, da izpostavimo svoje zahteve. Si verjetno bom pričakovati tudi neko odziv z teh mednarodnih korporacij. Verjetno, če bi se vsak posameznik malo bolj potrudil v tej smeri, mogoče bi bili tudi rezultati malo drugačni. Ne? Ampak vedno čakamo na druge, ne? Bodo že drugi. Še kakšno vprašanje? Ja, torej, v bistvu to ni vprašanje, je samo odgovor na prejšnje vprašanje. Jaz drugače študiram okolje. Nažalost, ni tako, kot sem se jaz predstavljala. Prej sem pa študirala tukaj na pedagoški počovstvu. V glavnem, odgovor na prejšnje vprašanje je, da okoljevarstveniki poskušajo že ukrepati na tak način, da so razvili krožno gospodarstvo. To se pa zgleduje po ekologiji, torej poskušajo med sabo podjetja sodelovati, tako da ne bi bilo odpadkov, tako da ne bi bilo, ne vem, nekih stranskih za okolje škodljivih proizvodov oziroma okoliščin. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, prej, ko smo omenjali vse proteste, koliko so sploh smiselni za proteste za prevrednotenje vrednot, kot so bili na primer Gretini tehti za prihodnost, in ali bi bilo morda boljše, da se nam tudi odrasli pridružite, saj kot smo na zadnjih dveh za podnebno pravičnost videli, nas voditelji ne jemljajo resno mlade. Odrasli smo že pridruženi. Voditelji niso edini odrasli, tako da mi smo skupaj v tem. Težava je, da tisti, ki so v glavni vir vsega, ne zaznajo to kot problem oziroma njim interesu in tudi ne zaznajo, da so protesti kot takšni problemi. Takole bom rekel, jaz sem na začetku kot filozof vedno podvomiš, dvomim na nek način mogoče filozofija. Tudi jaz sem malo dvomil, pa kaj je zdaj s temi protesti, je bo to res prineslo kakšne razlike. In potem sem dobil en zelo dober odgovor na moj dvom in to je ta, protest je preprosto sestavni del demokratične kulture. In s tem, ko se mladi udeležujejo protestov, se pravzaprav vadijo v participativni demokraciji. In že iz tega vidika so protesti seveda pomembni. Zaradi tega, ker, kot rečeno, že mladim ljudem
dajejo neko sporočilo, da seveda naj sodelujejo, naj se udeležujejo in pa na nek način ne negujejo to osnovno idejo, da je v naših družbah dovoljeno, ne samo dovoljeno, celo zaželjeno in treba je na glas povedati tiste stvari, ki so napačne. Ne? In vem, da se nam včasih zgodi, da samo protestiramo, da včasih mislimo, da samo protestiramo, pa da to ne prinese k nobenim dejanskim spremembam in tako naprej, in potem postanemo že malo apatični, ali se to spod splača. Ampak verjemite mi, da je veliko boljše živeti v družbah, kjer lahko omeniš stvari, kot pa v tistih, kjer tega ne smeš. In ravno to je tudi nevarnost, da postanemo preveč apatični in si mislimo, nič se ne da spremeniti, pa kaj bom jaz protestiral, pa potem se nam lahko zgodi, da bomo padali nazaj v totalitarizme, nazaj v fundamentalizme, ki se ne širijo samo po svetu, ampak nažalost še dalje več tudi po Evropi. Tako rekoč skoraj že trkajo na naša vrata. In to ni prav, to neko kulturo, strahovladje, ki se skuša skozi zadnja vrata pritihotapiti, je potrebno ustaviti na ta način, da vsi sodelujemo v javnih debatah in tudi seveda vladi. In že samo to je pomemben element in pomembno sporočilo protesta. Ja, kot je dr. Cedila Wagner omenila, seveda tudi odrasli smo zraven pri protestih mladih, na zadnje so se pridružili tudi delavske organizacije. Ampak če se sprašujemo, a so protesti smiselni, to ni odgovor, ne vem, če je tudi smiselno to spraševati, ampak a je smiselno ne protestirati? Oziroma, če se sprašujemo, a je smiselno, da grem na volitve, koliko moj glas šteje, a je pa tako smiselno, da ne grem na volitve? Tako da mogoče bi jaz iz tega vidika pogledal. Hvala. Še kakšno vprašanje? Kako omejiti stopnjevano gospodarsko rast in kako omejiti strmenje po dobičku, ki je eden od pomembnejših dejavnikov ekoloških in družbenih problemov? Mislim, da to je bolj vprašanje za pravnike in ekonomiste, tako da jaz razen če kateri filozof upa na to področje. Mogoče tole, no, mislim, da se na to vprašanje filozofija lahko odzove do tistem trenutku, ko se sprašujemo, kaj je pravzaprav temelj vrednosti denarja. Mogoče nekako, ne vem, če je to marksističen na nekak drugačen način. In mogoče, če rečemo takole, ne, se ta denar, ne, rečejo ljudje, to so samo številke, imajo svojo moč. Je že, ampak odkot pa številke dobijo svoj pomen, ne, dobijo iz teh nekih vrednot, iz nekih želja, ki poganjajo te strukture. Ne, in tudi kapitalizem seveda poganja neka želja. In dokler gre ta želja v smeri tega posameznika iz animacije, imamo pač netrajnostno gospodarstvo. Če pa prevrednotimo, ne, preoblikujemo to željo na ta način, da začnemo čedalje bolj upoštevati kot nekaj vredne tudi nematerialne vrednote, pa lahko morda tudi spremenimo sam tok gospodarstva, da je bolj trajnostno. Ne nazadnje se mi zdi, da je to tudi nekaj, če se spet smem navezati na kolega Gorazda in ta točka, ne, da se mogoče pa tudi lahko pričakujemo, da bodo korporacije v nekem trenutku začele odgovarjati na to vprašanje. Ne. Tako da filozofski moment tukaj je vprašanje, kaj je pravzaprav to, zaradi česa na tistih 100 evrov, tista številka 100 na zelenem bankovcem neko vrednost. Kaj je to pravzaprav, kar poganja te številke? Ne? Številke same po sebi niso nič, ne? Zadaj je ta neka želja. Ja, pričakovati, da se bo kapital kar samo od sebe bil, govorim tudi utopično. Zdaj, če pa dejansko upamo v to, da bomo mi s svojimi zahtevami uspeli omejiti kapital, seveda to upanje ostaja. Po drugi strani pa tudi ne bi tako hitro dal na stran, bom rekel, pravne okvire, moč držav, tukaj še vedno neki pravni okviri obstajajo in je tudi ta element še kako pomemben, tudi v sodobnem svetu, kjer je dejansko imajo kapital, mislim, kjer ima kapital oziroma korporacija, nisi kdaj tudi rekel, njihov račun je večji od kakšnih srednje velikih držav, torej tudi moč temu ustrezno. Ja,
lepa. Še kdo s kakšnim vprašanjem? Ja, mene samo zanima, kakšno je vaše mnenje glede vrednot v prihodnosti. Ne vem, čez 50 let ali tako. Pa v prihodnosti še malo. Dobro, zanimivo vprašanje. Zdaj gre, se mi zdi, da malo v drugo smer, tudi tako filozofsko. Jaz upam, da bo čedalje bolj tudi medkulturno. No? Ne smemo pozabiti, da obstajajo tudi druge veliki civilizacijski krogi, ne samo zahodnoevropski in severnoameriški. In mislim, da bo čedalje več tega, da bomo takšne vrednote morali, potem tudi, se pravi, vrednote drugih civilizacijskih krogov, potem tudi se mi zdi čedalje večja enakost. Tukaj bi pravzaprav mogoče Richard Rorty omenil kot enega meni včasih zelo ljubega filozofa, ki je rekel, da je moralni napredek pravzaprav v tem, da na čedalje več razlik med posamezniki gledamo kot na moralno nepomembno. In se mi zdi, da bi to bilo neko vodilo za naprej. Bodi si so te razlike spol, bodi si barva kože, celo biološka vrsta. Torej, jaz mislim, bodo vrednote enake. Če vzajmo te osnovne vrednote, ki so bile izpostavljene, ljubezen, prijateljstvo, radodarnost, pomoč, potem bo to nekaj, kar je obstajalo in bo ostalo in obstalo, razumevanje tega, kako bomo to razumeli in katere bodo pa tiste vrednote, ki bodo v ospredju, je pa drugo vprašanje. Zato gre. Sej, če bi kogarkoli, ne glede na kulturo, ne glede na vero, vprašali, kaj meni prijateljstvo, ljubezni, radodarnost, pomoč, mislim, da bi bili vedno pozitiven odgovor, torej nekaj, kar ceni in spoštuje, spoštovanje za človeka. Ampak katere vrednote so tiste, katerim pa, torej kako jih bo interpretiral, pa katerim bo sledil, kaj bo tisto, kar bo vodilo v življenju. Ker razumete, mi lahko imamo 20 vrednot, s katerimi se strinjamo, da so pomembne, ampak katere so pa tiste, ki nas bodo vodile. Kaj bo tisto, kar nas bo motiviralo, da bomo temu sledili, je pa vprašanje postavljeno. Ravno to bi se strinjal. Skratka, te temeljne vrednote, ki zasledujemo, ki sledimo praktično celo zgodovino človeštva, se pojavljajo v vseh zgodovinskih obdobjih, ne glede na družbeno-ekonomski kontekst, ki je bil omenjen kot dejavnik, ki vpliva na naše vrednote. Res je, verjetno je tukaj stvar tudi prioritet. Skratka, tudi v prihodnosti bojo ostale neokrnjena narava, verjetno bo ostala kot vrednota. Zdaj, na nas pa je, kako bomo sestavili to prioritetno listo. Skratka, mi bomo tisti, ki bomo določali, katere vrednote bomo sledili. Hvala. Še kdo? Ja, me se zanima, kako ljudem pokazati, katere vrednote so res pomembne. Težko vprašanje. Glede na to, da človek z animacijo, če smo videli, oziroma nadaljevanje animacije je, da pride nekdo z vesolja, jaz mislim, da bo rezultat, da pride umetna inteligenca in uniči človeka, sploh zato, ker prehajamo z tako imenovane družbe 4 nič v družbo 5 nič počasi. Tako da človek sam ne more živeti. To zavedanje, da potrebujemo skupnost, skupino ali pa skupnost, je nujno. In zdaj na podlagi tega zavedanja bomo seveda postavili prioritetno listo vrednot. Ja, mogoče, ker so bile omenjene kakšne temeljne vrednote, ne vem, kako človeku pokazati, da je življenje vrednota. Mislim, da to ni tako nemogoče naloga, pa da je recimo človečnost vrednota. Vsi, kako bi rekel, imamo ogromno argumentov, tudi konec konca dogodkov iz zgodovine, ki jih lahko ponudimo kot argument, torej v smislu zagovora človečnosti, v smislu
življenja kot vrednote, v smislu svobode kot vrednote. Tako da, Tako, kar smo rekli na začetku, to je človeštvo kot celota, zakaj, koliko je to število, je že drugo vprašanje, ampak človeštvo s človečnostjo je nujni pogoj, da ti kot posameznik obstaneš. Hvala. Še kakšno vprašanje? Bi morda kdo spregovoril, pa ki je vprašal glede videoposnetka, ki smo ga videli, pa še na ostali strani dvorane, mogoče kakšni drugi dijaki, bi imeli kakšno vprašanje morda za naše. Komentar samo v bistvu sem razmišljala, mogoče bi bilo dobro, da nas ne z obratni vlogi, tisti, ki vodijo ta svet, kapitalisti, vsi politiki, pač mogoci, neki strici iz Italije. Kaj, če bi oni naredili en tak video, pač bi videli, da po mojem niso tega sposobni in oni bi mogli mlade spraševati v rešitvah, glede na to, kar so pač danes pokazali, z vsemi vprašanji, pač vidimo, da oni se sprašujejo in pač vejo, kam bi mogli peljati vse, ne pač naši politiki pa se ne. Tako da mogoče za naslednje predavanje na temo filozofije pač bi bilo dobro povabiti naše politike. Hvala. Mi s sabo, ne? Mi sta predlog. Zelo dobra ideja, drugače včasih deluje, da prepričujemo prepričane. Druga plat medalje, ki bi bila dobra, če bi bila slišala. Če bi uslišali, pa bi bili pripravljeni priti, ne? Še kdo s kakšnim vprašanjem, s kakšno spodbudo, s kakšnim predlogom? Se ne bo nobeden več javil. Jaz mislim, da lahko rečemo, da mladi, ki so danes tukaj, vejo, kaj hočejo, kaj si želijo, kaj jim življenje in vrednote tudi predstavljajo. A še eno vprašanje? Prizoli. Še eno vprašanje. Sem meni pa zanimivo, kaj si mislite, če bi bilo potrebno, glede to, da ste govorili, kako bi bila primerna, koliko bi bili vsi tukaj bolj politično angažirani in da bi se bolj aktivno ukvarjali tudi v politiki, če ne bi bilo smiselno, da bi se primer na nacionalnem nivoju ustvarjala v Sloveniji neka bolj direktna demokracija, naprimer po vzoru Švicarske, ki imajo tudi model demokracijo in so na tak način tudi ljudje bolj aktivno in bolj hitreje reševali svoje probleme. Naprimer, na tem primeru tudi okoljske. Neposredna demokracija ima svoje prednosti in slabosti, tako kot posredna. Tako da, seveda, če bi... Ne, bom zaključila. Še kdo? Mogoče pa bi vseeno izpostavili, ampak da ne bomo predolgi. Mislim, argumenti proti neposredni demokraciji, danes pač tehnologija omogoča, tehnološko je izvedljivo, da danes, ko pridem iz službe, pridem računalnik, in vprašanje, govorim in dejansko odločam o tem, kaj se bo dogajalo v naši službi. Ampak jaz kot šolnik mogoče bi znal odgovoriti na takšno vprašanje, ki se tiče področja šolstva, ne bi si pa upal odgovarjati oziroma prevzemati odgovornosti, da bom odločal o zdravstvenem sistemu, o pokojninskem sistemu. Tako da rekel, ja, ima neposredna demokracija, ima določene prednosti, vsekakor pa tudi pomanjkljivosti. Glavno je gotovo to, kar je omenjeno. Moraš imeti vedenje o tem. To je podobno, kot so volitve za župana, županjo in naš program različnih strank, koliko ljudi gre prebrati tole. Ker ti že imaš možnost razmišljati in se odločati. Vprašanje je pa, koliko smo motivirani. In neposredna demokracija bi zahtevala veliko več angažiranosti posameznikov. To je neka zahteva. Po drugi strani pa je potem tudi večje polje za manipulacijo in za prepričevanje teh posameznikov. Res pa je, da je podlaga, in morda je to, kar dela filozofija za otroke,
poskuša spodbuditi, voditi, v smislu učiti otroke razmišljati. In ta pot je morda pot, ki bo nekoč vodila v neposredno demokracijo. Uspešno. Zaključujemo o tem, ne bom dolgo, samo rad bi se odregnil pred zadnjo idejo, zato ker je pravzaprav navezava že na bodoče dogodke, ker je rekla dijakinja, da mogoče bi dali besedo politikom. Zdaj tako, oni imajo že ogromno besede in zato smo tokrat tukaj mi in vi. Jaz mislim, da če že, potem jim dajmo besedo, ampak ocenjevali bomo njihova vprašanja. Naj imajo nalogo, kako dobra vprašanja znajo zastavljati vam in na ta način se mi zdi, je ta predlog zanimiv. Odločite, da samo politike, ampak gospodarstvo. Hvala lepa. Malo preden smo začeli današnjo slovesnost, spominjamo filozofije, so mi sporočili, da je med nami tudi profesor dr. Boris Vezjak, ki je tudi sam dolga leta vključen v ta dogodek in da bi rad vsem skupaj spregovoril. Zdaj, če je še tukaj, če to drži, ga vabim. Ja. Ni? No, hvala lepa, pa lepo pozdravljen od nas vseh. Tako da mi bomo počasi zaključili to naše tvorno druženje, s katerim smo obeležili Svetovni dan filozofije. Zahvaljujem se vsem trem uvodnim govorcem, kot tudi vam, ki ste sedeli z mano tukaj na odru in ste vi razpravljali, jaz bolj malo. Zahvaljujem se vsem vam, ki ste se danes udeležili tega dogodka. Hvala društvu Jasa, ki je pripravilo in izdalo knjigo Kakšno Slovenijo si želim. Hvala mladim ustvarjalcem te posebne knjige, veliko jih je, med nami pa so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, Gimnazije Celje Center, Gimnazije Slovenske Konjice, učenci Osnovne šole Elvire Vatovec Frade Koper, Osnovne šole Oplotnica in Osnovne šole Matija Čopa Kranj. Tudi Gimnazija Koper. Vsi bodo sedaj prevzeli avtorske izvode knjig, Kakšno Slovenijo si želim. Knjige pa bodo tudi prejeli predstavniki lokalnih ravni oziroma občin, mestnih občin, obalnih občin. Tako da zadaj se vstavite in prevzamete svoje knjige. Hvala, če je bilo kaj narobe, če sem kaj, se upravičujem, bo drugi zboljše. Lep dan, še naprej.